Nekateri ste v teh dneh izražali tudi kar nekaj zaskrbljenosti ali pa skrbnosti do vseh tistih ljudi, ki v tem času opravljajo, hodijo v službo in opravljajo razna dela in so na ta način pravzaprav tudi bistveno bolj izpostavljeni koronavirusu. Vaša zaskrbljenost kaže na eno tak human občutek, kar je pohvale vredno. Dejstvo pa je, da kljub temu, da si želimo, da bi tudi ti ljudje nekako bili obvarovani ali pa upravičeni dela, vemo, da veliko teh ljudi pravzaprav opravlja dela, ki omogočajo, da naše življenje koliko toliko se še v nekem ritmu razvija, teče. Veliko teh ljudi pravzaprav pa skrbi tudi za našo varnost in preživetje, kar pomeni, da marsikaterega dela pravzaprav tudi ne moremo povsem zapreti in ukiniti in da za naše skupno dobro bo kar nekaj ljudi izpostavljenih enemu višjemu tveganju in nevarnosti. Dobrodošlo je, da lahko ste nekako sočutni s temi ljudmi, da doživljate, počutite eno hvaležnost za to njihovo opravljanje in zelo dobrodošlo bo, če boste to hvaležnost tudi z njimi podelili. Na ta način bodo oni tudi čutili, da smo mi z njimi, da jih imamo v mislih, da jim želimo najboljše in da smo jim zares hvaležni, da to počnejo za naše skupno dobro. Tako da smo v tem času povabljeni, če poznate kogarkoli, ki v takih službah zdaj dela. Skozi medije smo morda se najbolj srečamo z zdravstvenimi delavci, pa s trgovci, pa s poštarji in tako naprej, ampak veliko drugih poklicev še je, ki se zdaj opravljajo predvsem zato, da naša življenja tečejo naprej. In če jih poznate, dajte z družino pripraviti kakšno zahvalo, kak posnetek, fotografijo za te ljudi, dajte to z njimi deliti. Na ta način se bodo tudi vaši otroci učili, kako deliti hvaležnost z drugimi ljudmi, kako jim izkazati hvaležnost, kako navezovati stike, kako skrbeti drug za drugega tudi takrat, kadar smo s temi fizičnimi stiki v resnici zelo omejeni. Tako da v razmišljanje, kaj lahko pripravite za te ljudi, dajte vključiti tudi otroke in mladostnike, sem prepričana, da bodo imeli fantastične predloge. Vi jim boste pa pomagali razmišljati, kako varno to izvesti, da bo pa še vedno v sklopu ukrepov, ki smo jim zdaj na nek način dolžni slediti.